Kaj pomeni umestitev Slovenije na seznam referenčnih mest na področju zdravega in aktivnega staranja? Izzivov je veliko, smo pripravljeni nanje? Umestitev Slovenije kot referenčnega mesta na zemljevid Evrope, na zemljevid referenčnih mest v Evropi pomeni zelo veliko. Predvsem odpira nova vrata. Vemo, da se večina držav v svetu že pripravlja na drugačen način delovanja, ker se prebivalstvo povsod stara. V Sloveniji imamo veliko stvari, veliko aktivnosti, ki spodbujajo in pomagajo starejšim pri njihovem življenju in pri tem, da bi čim dlje ostali samostojni. Niso pa te aktivnosti med seboj povezane. In v Slovenskem inovacijskem stičišču smo videli priložnost, da potem povežemo različne akterje, povezujemo gospodarstvo, raziskovalno sfero, potem družbo, civilno družbo in pa upravo državno, ministerstva. In ko vsi ti štirje osnovni družbeni stebri začnejo delovati bolj sinhrono, bodo rezultati veliko boljši. Dobili smo dostop do različnih portalov v Evropi, kjer se odpirajo tudi velike poslovne možnosti, kot na področju proizvodnje ali kakih različnih medicinskih pripomočkov ali novih uslug, novih storitev, tudi na nepremičninskem področju. Tako da se v celoten svet srebrne ekonomije se v bistvu s tem dodatno odpira. Ne rečem, da dostopa do tega nismo imeli, ampak zdaj bomo bolj fokusirano lahko nastopali tudi in iskali skupne projekte z evropskimi partnerji. Evropa se mora povezati. Če se ne bomo povezovali, potem ne bomo konkurenčni in mislim, da se s tem, recimo posebej s portalom, do katerega imamo zdaj dostop, Innovation to Market, lahko ponudi nove možnosti našim partnerjem, da iščejo partnerje pa raziskovalnih projektih ali pa dobijo kupce za svoje storitve ali pa izdelke. In če pogledava morda povsem s praktičnega vidika, kakšne bodo koristi, ki jih bodo ljudje imeli od tega, kako bo to denimo v pomoč starejšim? Z enim od programov, v bistvu smo dve temi dali v program delovanja. Eno je akademska vas, to se pravi skupnost, kjer bi bili nastanjeni profesorji, upokojeni profesorji in so blizu kampusu, se pravi študentom in pomagajo pri njihovem razvojnem delu. Drugi je pa mobilna zdravstvena izkaznica. Ta pa takoj neposredno lahko starejšim pomaga že s tem, da imajo boljši dostop do kontrole svojih zdravstvenih podatkov, do posvetovanja z zdravnikom ali specialistom, dobivajo lahko navodila, kako ravnati in za lažje obvladovanje kroničnih bolezni, kot so diabetes, visoki pritisk in tako naprej. Kako pa recimo, če se omejiva, če se fokusirava na drugi projekt, ki ga omenjate, kako bo ta projekt oziroma kdaj bo postal splošno dostopen? V bistvu je ta program je že dostopen splošno, uporabniki bi si ga lahko naložijo iz spleta in je za uporabnika zastonj, se pravi ne plačuje se zanj. Deluje tudi že na nekaterih področjih v Sloveniji, povezuje lekarne, zdravstvene domove in pa seveda uporabnike. Radi bi pa to povezali in razširili potem tudi že po celi državi. Dostop je možen že sedaj, bi pa radi to potem razširili, treba je ljudi obvestiti o tem, da to obstaja. In ko začnejo uporabljati, potem se težko ločijo od tega programa.